Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Letošnji razpis za dan inovativnosti je postregel z boljšimi rezultati v primerjavi s preteklimi leti. Kakovost inovacij se iz leta v leto tako izboljšuje, vendar pa vseeno, kljub znanju in viziji potrebujemo tudi druge inovacije, ki bi bile bolj primerne za življenje 21. stoletja, opozarja slovenska članica Medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih, dr. Lučka Kajfeš-Bogataj. Mnogo ljudi ob omenitvi inovacije pomisli predvsem na tehnološke inovacije. Seveda so te potrebne, ampak mi enako rabimo tudi druge inovacije na področju gospodarskega razvoja, na področju infrastrukture, recimo tudi na področju znanosti, predvsem pa na inovacije življenjskega sloga, ker življenjski slog, kot ga imamo danes, ta planet in okolje ne vodi na zeleno pot. Slovenija je sicer inovativna družba in sodi v povprečje Evropske unije, vendar močno zaostaja na področju eko-inovacij. Gre namreč za inovacije, ki bi gospodarstvo popeljale v bolj zeleno smer, ki bi zmanjšale rabo energije in probleme z odpadki in vodo. Tukaj pa zaostajamo, predvsem pa zamujamo. Zamujamo, ker bi ravno ta usmeritev eko-inovacije lahko dale veliko zelenih delovnih mest. Recimo v Sloveniji smo predzadnji v Evropi po številu zaposlenih na področju recikliranja, popravljanja, ponovne rabe. Tako da v tem trenutku rabimo tudi to gospodarski zagon. Pritisk na planet je vse od industrijske revolucije in informacijskega napredka od leta 1950 naprej prevelik. Najbolj zaskrbljujoča pa je prevelika poraba energije, eksponentno naraščanje fosilnih goriv je potrebno zmanjšati, saj povzroča onesnaženje zraka, voda, podnebne spremembe, izgubo biodiverzitete in ostale probleme našega planeta. Ambasadorka boja proti podnebnim spremembam kljub trenutnemu zaskrbljujočemu stanju ostaja optimistična. Rešitev je deloma v rokah države, ta mora ustvariti pogoje z seveda preusmerjanjem denarja, če tako rečem, za ustreznim subvencioniranjem eko-inovacij. Seveda veliko je tudi v rokah lokalnih skupnosti, ki morajo seveda prepoznati v tem tudi svojo vizijo razvoja. Na koncu je pa tudi posameznik, ki mora biti odprt, ki mora slediti trendom, ki mora biti pogumen, ker mnogo inovacij v začetku ljudje ne sprejemajo ali jih sploh ne razumejo. Tako da ja, vse ravni imajo ključ do rešitve.